Po državnozborskih volitvah leta 2011 je sam DVK, mimogrede, katerega člani so tudi iz vrst SDS in NSI, ugotovil, da je samo ena tretjina volišč primernih za dostopnost za invalide. Na to je opozarjal tudi Ustavno sodišče. Leta 2017 so v državnem zboru sprejeli novelo zakona o volitvah v državni zbor, za katerega je podpisalo 81 poslancev, ravno zaradi dostopnosti invalidov do volišč, in podpisala sta ga tudi Jernej Vrtovec in gospod Janša. Socialni demokrati se ves čas zavzemamo, da bi bile volitve izvedene tako, da so enakovredno izvedene za vse volivke in volivce. Se pravi, da je dostopnost do volišč za vse enaka. Bila je tudi ustavna odločba, da je treba narediti volišča dostopna predvsem zaradi hendikepiranih in invalidov, ker predvsem v ruralnem okolju niso bila dostopna. Da je Slovenija ena od tistih držav, je v primerjavi z ostalimi evropskimi državami tista, ki ima na količino volivcev skorajda največje število volišč. To vse prazni izgovori, prvič zaradi tega, ker je potrebno gledati poseljenost v teh državah, ki je bistveno višja kot v Sloveniji. Glede tajnosti ne drži, tam, kjer je 10 volivcev, se pač te glasovnice zapečatijo in jih potem odpre volilna komisija, tako da v odborih tega ne vidijo, kdo je tam glasoval. Glede dostopnosti, absolutno mora biti vsa volišča dostopna za gibalno ovirane tudi, ampak zdaj pa niso dostopna na vaseh za nobenega. Prej niso bila samo za gibalno ovirane, pa je šla komisija ven iz tega prostora, pa je tudi tisti, ki ni mogel v prostor volil, zdaj pa ne more tam voliti nobeden. In ni res, da teh volišč ni. So garaže, so prostori, so gostilne na vaseh, kjer so bila volišča, zdaj pa jih več ni.